Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci Planet TV in poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče. Veseli smo, da danes začenjamo sodelovanje, da bodo oddaje Spoznanje več, predsodek manj, ki jih na Radiu Ognjišče pripravljamo že več kot 20 let, sedaj nagovorile tudi gledalce Planet TV-ja. Mnogi gostje so se že zvrstili, mnogi se še bodo in v našem studiu danes lepo pozdravljam nekdanjega in vrhovnega in ustavnega sodnika gospoda Jana Zobca. Dobro večer. Dobro večer. In pa lep pozdrav želimo tudi ustavnemu sodniku, dvakratnemu doktorju Klemenu Jakliču. Dobro večer. O pravni državi, demokraciji, novih avtoritarizmih bo danes tekla beseda. Spoštovana gosta, če gremo mogoče najprej k stanju demokracije v Sloveniji, kako bi vsak od vaju opisal stanje pravne države pri nas? Kje smo danes, gospod Zobec? Ja, danes smo v zelo težavnem stanju, kar se tiče pravne države in sicer demokracije prav tako. Priča smo konstantnemu nazadovanju, ustavno-pravnemu nazadovanju, demokratičnemu nazadovanju, nazadovanju tudi glede svobode. Skratka, kot svobodna, demokratična družba padamo. In to je zelo zaskrbljujoče. Zakaj je tako? Je razlogov veliko. So tako tisti globoki razlogi, ki segajo tja v več kot 30 let nazaj. So razlogi, ki jih je treba iskati v slabo izpeljani tranziciji, zlasti začetek, pomanjkanje oziroma odsotnost lustracije, ne? In so končno ti razlogi, ki jih vidimo pravzaprav vsak dan, ki so na očeh javnosti, že ko odpremo splet, ko gremo pogledati časopise, ko pogledamo televizije in medije, nam izrišejo zelo klavrno sliko. Dovolj je že, če se, recimo, če spremljamo dogajanje v Državnem zboru. Ne. Že samo slika, ki jo dobi en površen opazovalec dogajanja tam, veliko pove. O stanju kulture, splošne kulture, pravne kulture, človeške, medsebojnih odnosov in seveda rezultat tega je padec na vseh področjih. Ne. Tudi to konec koncev, da smo ekonomsko tako padli, da smo v življenjskem standardu zdaj že zaostali, v kupni moči povprečen Slovenec zaostaja že za Hrvaško, kar je epohalen dosežek sedanje koalicije. Ni to ne vem kakšen dosežek Hrvaške, ampak to je dosežek slovenske vladajoče koalicije in njenih politik. Doktor Jaklič, padanje pravne države, pri delitvi oblasti smo tam zavozili po svoje neodvisnosti institucij ali pri spoštovanju ustave kot temeljnega akta? Ja, jaz delim to oceno najprej, da v več kot 30 letih v naši državi nismo naredili napredka na področju pravne države, kar je zame kot pravnika šokantno. Še več, delim tudi to oceno, da smo celo nekoliko nazadovali. Bistvo pa je, mislim, da je v tem, da ne razumemo, to prvič, ne razumemo, da je pravna država utemeljena v tako imenovanem vrednostnem temelju svobodne demokratične družbe. Ni dovolj, da imamo nek pravni sistem, da imamo sodišča, tožilstvo, organe pregona, inštitucije in tako naprej. Marsikatera država ima takšne inštitucije, marsikatera oblika oblasti ima inštitucije, ampak to še ni pravna država. Čeprav se jih spoštuje, čeprav se odloča, pač se recimo jih ne kritizira ali pa kritizira, ampak utemeljene morajo biti v vrednostnem temelju svobodne in demokratične družbe. To pomeni, to ni kavarniški termin. To je zelo določen termin v ustavno-pravnem diskurzu. Ve se, kaj to pomeni. Najbolj to vedo ravno pravniki z tega področja. Zato jaz mislim, da prvič nimamo dovolj zavedanja glede te vrednostne podstati. Danes v Sloveniji glavna delitev tudi pravnikov v stroki, pa tudi sicer na splošno družbi, za moje pojme je tista med tistimi, ki se zavedajo
vsebine svobodne demokratične družbe in tistimi, ki se tega ne zavedajo. Pravni sistem, ki temelji na tem vrednostnem temelju, je povsem drugačen od pravnega sistema, ki ne temelji na tem vrednostnem temelju. Ta vrednostni temelj je antipod, nasprotje vseh oblik totalitarizma ali pa nedemokratične države. Od tudi pojem svobodna in demokratična družba, ta vrednostni pojem. V svobodni in demokratični družbi, če sem lahko nekoliko bolj konkreten, ne morete imeti v takšni družbi, v takšni državi poimenovan ulic, recimo, po nekih totalitarnih veljakih in podobno. To je že en prvi konkretni pokazatelj, da ima neko vsebino, ta vrednostni temelj. V svobodni demokratični družbi ne morete imeti inštitucij, ki preganjajo včasih politične tekmece neke politike. Politika tekmuje med seboj za oblast, različne politične opcije, različne politične stranke in te stranke se dobro zavedajo, kateri so tisti vzvodi oblasti, ki jim omogočajo prevzeti oblast in podaljševati oblast. In institucije pravne države so med temi vzvodi. In to je problem. Če se institucije pravne države instrumentalizira za določene politične namene, ki so povezani z oblastjo, s podaljševanjem oblasti, s pridobitvijo oblasti, potem je to konec pravne države. Se pravi, kako delujejo naše inštitucije? Ali so to resnici neodvisne institucije? Ali pa gre za institucije, ki so deloma, bolj ali manj, mogoče zelo instrumentalizirane? To je drugi problem, če dam še en konkreten primer. Tretji konkreten primer, ki izhaja iz svobodne demokratične družbe. In svobodna demokratična družba ne trpi instrumentaliziranih institucij. Tretji primer, pluralnost medijske krajine. Svobodna demokratična družba ne trpi monopola na področju medijev, ker potem volitve, niso demokratične, niso svobodne. So farsa, so instrument za oblast in za podaljševanje oblasti. Tako da pravniki so pa vpeti v ta vrednostni temelj svobodne demokratične družbe. In če nisi vpet, in če ga ne razumeš in če ga ne izvajaš v vsaki svoji odločitvi, potem ne delaš v prid pravne države. In to je ta razlika, ta delitev v Sloveniji med pravniki znotraj pravne stroke, ki jo opažam, in v širšem kontekstu slovenske družbe. Delitev med tistimi, ki se zavzemajo za svobodo demokratično družbo, instinktivno, nekateri pa prav načrtno, in pa tistimi, ki se zavzemajo za neke druge stvari, za monopole, za oblast, za prevzem oblasti, za podaljševanje oblasti, za življenje skratka v nekem pravnem sistemu pod narekovaji, ki pa ni pravna država. A za spoštovanje nekih institucij, ki pa niso institucije pravne države, ker niso utemeljene v tem vrednostnem temelju. Doktor Jaklič, mogoče na kratko, glede na to, da ste ustavni sodnik in ustavno sodišče je v začetku mandata aktualne vlade zelo hitro sprejemalo nekatere odločitve. Zakaj z nekaterimi odločitvami pa čakate, kot je tudi denimo Zakon o Radioteleviziji Slovenija? Torej, konkretno se bom vzdržal komentarja glede konkretnih odločitev, ampak... Pa mogoče gospod Zobec, če z vami nadaljujem, vi pa ste nekdanji ustavni sodnik. Kako vi gledate na to, kar sem vprašal gospoda Jakliča? Ja, jaz sem lahko nekoliko bolj kritičen, oziroma sem lahko kritičen. Če se ozrem na to zadnjo zadevo, ki ste omenili, se pravi zakon, novela zakona o RTV, je nedopustno dolgo, kar ustavno sodišče o tem odloča. Način, kar se je odvilo do sedaj v zvezi z zadržanjem, začasnim zadržanjem, pa potem odpoklicom zadržanja in popolno uveljavitvijo zakona in razkritje tiste famozne 3. točke v opomniku Vere Jourove, podpredsednice Evropske komisije, bivše podpredsednice. Vse to kaže vzbuja pri razumnem opazovalcu vtis, da je tu nekaj hudo narobe. Da je bilo tu, oziroma da je ustavno sodišče, zelo nerad uporabljam to besedo, ugrabljeno.
da v tej zadevi namenoma niso odločili, da je šlo tu za špekulacijo, ne, in kar vidimo zdaj, ne, zadeva se ne premakne. Ne. Zakaj se ne premakne? Jaz lahko spet samo špekuliram, kar seveda kolega doktor Jaklič ne sme. Ne. Menim, da je vložena zahteva za izločitev sodnika poročevalca, doktorja Četa. On v tej zadevi o svoji izločitvi seveda ne more odločati, ne morata odločati tudi še dva sodnika, ne, od katerih je en predsednik, druga je podpredsednica, in tako je samo 6 sodnikov. Ko je samo 6 sodnikov, domnevam, so glasovi razporejeni, ne, ker so imeli zadevo že na seji in nič se ni zgodilo. Glasovi so razporejeni, 3-3, glede odločanja o zahtevi za izločitev in ni predsednika, ni podpredsednice, da bi svojim preferenčnim glasom odločili. Tako da zadeva je v nekem pad poziciji. Gospod Jaklič, prej ste omenili medijsko krajino, kako pomembna je za spoštovanje demokracije in demokratičnih standardov. Kako pomembna je demokracija tudi v teh primerih, da mediji transparentno poročamo o vseh teh problemih in se ne postavljamo na eno ali drugo stran. To je ključno, zato ker volivke in volivci imajo pravzaprav pravico, to je ustavna in človekova pravica do objektivne informiranosti. Če niso objektivno informirani, transparentno, kot ste rekli, in odkrito in brez nekih drugih ciljev ali namenov, potem se ne morejo odločati, zares odločati na volitvah. In njihova odločitev ni tako imenovana informirana odločitev, kar pomeni, da je zmanipulirana odločitev. Če medijska krajina ni pluralna, če je monopolna, če ves čas poslušaš in eno in isto sporočilo, ki je morda niti ni resnično, ne, ali pa je tam nekje na meji, neki sivi coni, potem se to prime. Ne, to je dejstvo, to je psihologija, to lahko psihologi povedo. Zato sta tukaj znanost, psihologija in pa ustavno pravo dostikrat povezani veji znanosti. Ne, in zato je tukaj ustavno pravna zahteva po objektivnem poročanju, ne samo objektivnem poročanju, tudi pluralnosti medijske krajine. In vsi ti akterji v tej medijski krajini so, bodi si iz tega svetovno-nazorskega kota ali pa onega, so zavezani k objektivnemu poročanju. Resnico je pač težko ujeti včasih in zato je v naravi človeka, da na resnico gleda z različnih zornih kotov, pluralnih zornih kotov. In zato mora volivec in volivka morata imeti pred očmi to celotno paleto, če naj se v resnici ona dva odločata na volitvah. Mi pa imamo zapisano v ustavi in vsaka svobodna demokratična družba ima to zapisano in misli s tem resno, da so volitve demokratične, da je oblast v rokah ljudstva. To piše tudi v naši ustavi. In če je to res, potem morajo mediji ravnati tako, kot ste rekli. In če ne, potem to ni res. Potem je kršeno osnovno temeljno ustavno načelo. O še več drugih temah pa po reklamah. Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Profesor dr. Jaklič in pa gospod Jan Zobec sta moja gosta še naprej. Prej smo govorili o pravni državi, pa se bom za trenutek še vrnil nazaj k Ustavnemu sodišču. Dr. Jaklič, vi ste na Ustavnem sodišču znani kot eden tistih, ki rad piše ločena, odklonilna mnenja. Nekateri vas ne marijo, nekateri tudi polemizirajo ta ločena mnenja. Pa morebiti ločena mnenja so bila v številnih temah, ki ste jih že izdali. Mogoče še besedo ali dve o tem. Ja, torej tudi Ustavno sodišče kot institucija pravne države, ne, vsaj na papirju svobodne demokratične družbe je to ena od vrhovnih institucij pravne države, ni imuna zoper tako imenovano instrumentalizacijo. In zavedanje pravnikov, ki sedijo na takšnem sodišču, glede pomembnosti svobodne demokratične družbe je izjemnega pomena. In iz mojih ločenih mnenj izhaja, da je pri nas tudi tukaj problem. Iz tistih, ki sem jih do sedaj napisal,
za tem stojim in za tem sem argumentirano to predstavljal, pojasneval javnosti, kolikor sem pač zmogel. Ampak problem je v tem, da jaz mislim, da celo takšne inštitucije v tem trenutku niso imune zoper ravnanja, ki niso v skladu s tem vrednostnim temeljem. Če bi bila v skladu s tem vrednostnim temeljem, ne nazadnje, saj sem omenil nekaj konkretnih zadev, bi bile odločitve drugačne. Tako da jaz sem napisal vrsto ločenih mnenj, pri katerih je ravno leitmotiv, se pravi ta rdeča nit, odklon od vrednostnega temelja svobodne demokratične družbe. Tako da jaz mislim, da nobena inštitucija ni imuna. In kritika, ki prihaja iz tega vrednostnega temelja, je, mislim, da najpomembnejša. Jaz ne vem, če sem najbolj plodovit pisec, mislim, da ne, ločenih mnenj, ampak vztrajal pa sem na tem vrednostnem temelju. In to je tisto bistvo. Ni bistvo, koliko ločenih mnenj si napisal ali pa kako temeljito si nekaj obrazložil. Čeprav temeljitost je tudi pomembna, ampak če je ta temeljitost obrazložitve zgrešila temelj vrednostni temelj svobodne demokratične družbe, nisi prispeval k pravni državi, k razvoju. Zato pa je v Sloveniji danes nimamo. In to je ta delitev. Žal, mislim, da je to temeljna delitev v naši družbi. Tisti, ki so za svobodno demokratično družbo in pravno državo utemeljeno v tem vrednostnem temelju, in tisti, ki tega bodisi morda niti ne razumejo dobro, ali pa razumejo, pa nimajo moči, da bi temu sledili, zaradi določenih osebnih ugodnosti, zaradi tega, ker jim status quo, kakršen je, ustreza, iz nekih drugih razlogov, ki nimajo veze s pravom svobodne demokratične družbe, ali pa tisti, ki nočejo pravzaprav, ki želijo pač nekaj drugega. Tudi takšni posamezniki, skupine so v vsaki družbi pravzaprav, ampak pri nas mislim, da v preveliki meri. Spoštovana gosta, če imamo na eni strani tudi pri vas ločena mnenja, pa imamo sedaj v tem predvolilnem času številna pisma, številne pozive, številne takšne in drugačne deklaracije. Gospod Zaobec, vi govorite tudi o novih avtoritarizmih. Gospod Jaklič, vi o nepravni državi. Nedavno sem prejel tudi eno od pisem, ki govori, kako se Slovenija spreminja v avtoritarni režim. Mogoče vaš komentar. Ja, sej govoriva pravzaprav o istem. Novi avtoritarizem je v bistvu to, o čemer dr. Jaklič govori. Je propadanje pravne države. Za novi avtoritarizem je značilno, da na videz, navzven ohranja nekakšno slepilo oziroma utvaro pravne države. Ima vse institucije pravne države, ima formalne pravne mehanizme, ki naj bi te institucije oživljale v tej smeri, vendar so te institucije gnijoče, so te institucije spakirane, so te institucije ugrabljene, in zato je to samo videz pravne države. Ni več gulagov, kot jih je bilo v klasičnem avtoritarizmu. Ni več smrtne kazni, ne vržejo te več sredi noči, iz posle odpeljejo na policijo, na zaslišanje in potem se za tabo izgubi vsa sled. Metode so drugačne. S raznimi inšpekcijskimi pregledi, z davčnimi pregledi, s številnimi postopki sproženimi zoper oponente, disidente režimu. Take primere imamo v Sloveniji kar celo vrsto, oziroma vsaj nekaj je takih, ki v oči koljejo. Potem niso tudi redki primeri v teh avtoritarizmih. To govorijo proučevalci, politologi, ko opozicijskega voditelja kako je v polnem zamahu kampanja in mu kaže na uspeh, zaprejo in pošljejo v zapor. Seveda, mediji so tu ključni in ti so, se ve, čigavi, kakšni, usmerjajo čustva ljudi,
manipulirajo z njihovimi čustvi, odmikajo jih od racionalne presoje. Ne. No, to so vse ti mehanizmi, skozi katere novi avtoritarizem deluje. Ne. Recimo znan en od teoretikov letega, Levicki, to pripisuje oziroma opaža te znake v Trumpovi vladavini. Ampak ko prenesemo vse te njegove izkušnje oziroma vse ta njegova opažanja na slovenske razmere, so popolnoma aplikativne. Popolnoma ustrezajo, so prav kot da bi orisal, kot da bi govoril o slovenskih razmerah. Ne. In če potegnemo pod tem črto, ne, bomo videli, ne, da je skupno prav to, ne, razžiranje pravne države, erozija pravne države, ne, katere smisel pa je, ne, prepoved oblastne samovolje, ne, kjer vlada pravo, ne pa volja oblastnikov. Ne. Doktor Jaklič, ukvarjali ste se z Evropsko unijo, predvsem tudi napisali o tem knjigo Slovenija kot pravna država v odnosu do Evropske unije. Slišimo, da se je, tako je dejal predsednik vlade, ta oziroma Evropska unija boji, da bo nastopila nova vlada. Kaj to pove o demokraciji? Da je demokracija včasih samo za enim odgovarja, drugim ne. Kaj to sporočajo tako izvoljeni in neizvoljeni tisti, ki so na poziciji oziroma niso na poziciji državljanom? Torej, jaz gledam iz vidika prava. Iz vidika prava mora biti absolutno nevtralno. Ne? Torej, pravna država je do politične tekme, do pač tega področja, kjer se bije politična bitka, absolutno nevtralna. In to, kar je kolega Zobec govoril, je ena plat in to v celoti se s tem strinjam. Se pravi, v sistemu, kjer gre za selektivno pravičnost, se preganja tudi nasprotnike, pa ne samo neposredne politične nasprotnike, tudi civilno-družbene nasprotnike, tudi takšne, ki imajo svetovni nazor napačen, pa so morda v družbi pomembni v smislu, da bi lahko vplivali na volitve, na javno mnenje. Tudi takšne se preganja v nepravni državi, oziroma v pravni državi pod narekovaji, ki ne temelji na svobodni demokratični družbi. Druga plat tega, kar je kolega Zobec govoril, je pa to, da se v sistemu selektivne pravičnosti pa ne preganja nekoga, ki pa morda dela celo proti pravu. Ne, to je pa hujše, ker tisti v prvem primeru nihče ni delal nič proti pravu. Ne. Ampak se pa nekdo dela protipravno, ampak ker je, ne vem, pomemben akter pri vzdrževanju nekih monopolov, statusa quo, te nepravne države v resnici, ima nekako neko nepisano imuniteto pred organi pregona, pred končnimi razsodbami in podobno. To je pa ta klasičen fenomen tako imenovane selektivne pravičnosti. Tako da to je, jaz povezujem to vaše vprašanje z spravom, z gledišča sprava in daj, kaj bi to pomenilo točno za Evropsko unijo, ne bi mogel reči, ampak z vidika prava, z vidika sodstva, z vidika institucij pravne države, absolutno ne more biti vprašanje, da bi kakšna od institucij posegala v politično tekmo na način, da bi kaj komentirala v smislu navijaštva ali pa nekaj ni primerno, nekaj je primerno. Kar je skladno s svobodno demokratično družbo, to je vse tisto, kar ni totalitarno. To je vse primerno. Ne, enako in ta odločitev ni na teh institucijah. Čeprav si jo ugrabljene institucije to odločitev jemljajo v svoje roke. Z različnimi metodami, s kadrovanji tudi in podobnimi stvarmi, z napačnimi odločitvami, s pristranskimi odločitvami, s pristranskim ravnanjem, slišimo celo z dodeljevanjem spisov in podobnimi stvarmi. Mislim, to so za pravno državo v svobodni demokratični družbi grozne stvari. To je razlog, zaradi katerega Slovenija ne koraka v smer pravne države temelječe na svobodni demokratični družbi. In seveda tudi neka Evropska unija, si predstavljam, pač, če je to del politike, potem lahko govori, kar želi. Ampak če je pa nek neutralen, resen akter,
se pa ne spušča v take. Ne? Jaz ne bi komentiral, ker jaz gledam z vidika institucij pravne države. Gospod Jaklič, gospod Zobec, mogoče glede na dodeljevanje spisov in tudi o razmerah na Okrajnem sodišču v Ljubljani. Ja, to je velika zgodba, zelo, kako bi rekel, občutljiva zgodba, aktualna tudi, povezana s signalom, ki ga je končno Slovenija dobila od zunaj, kar je slabo. Mislim na zadevo X in drugi proti Sloveniji, ne, kjer je šele evropska institucija, kot je Evropsko sodišče za človekove pravice, bilo tisto, ki je moralo povedati, da je v Sloveniji nekaj hudo narobe. In to je zelo hudo narobe, rekli so, napisali so, da je bila flagrantno kršena pravica do naravnega sodnika, zakonitega sodnika. Ne. In kljub tej ugotovitvi se še vedno nekako v krčih slovenski sodni sistem spopada s ključnimi akterji teh, ki so ugrabili oziroma teh ugrabiteljev sodstva. Ne. Ključna figura tu je bivši predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je tako dodeljeval zadeve, ne, in ki vodi zdaj zoper odločitev sodnega sveta, da mu preneha funkcija predsednika upravni spor. No, in ravno sedaj nekako poteka sestavljanje senata, ki bo odločal v tej njegovi tožbi, pri čemer ta zadeva, ki sem jo omenil, X in drugi proti Sloveniji, niti ni najhujša. Ne. Najhujša zadeva je, kjer je že v odločeni zadevi interveniral, jo sodnici oduzel in zadeva je bila dodeljena drugemu senatu, ki je izdal tej prvotni odločitvi nasprotno odločitev. Šlo je pa za politično zelo izpostavljeno osebo oziroma sina politično zelo izpostavljene osebe, vsem dobro znane osebe. Ne. In v tem njegovem ravnanju nekateri, vključno z mano, vidimo celo znake kaznivega dejanja. Ne. In da je še vedno zadeva šele, kako bi rekel, ni dokončno razčiščena, da se še vedno ta bori za svoj položaj, ga bo morda celo ohranil, odvisno spet od tega, kdo bo sedel v senatu, bodo sedeli sodniki, ki so pristranski, ki so se o tem že izrekali, bomo videli. Drage gledalke in gledalci, po predahu smo spet z vami. Ustavni sodnik Klemen Jaklič in nekdanji ustavni in vrhovni sodnik Jan Zobec sta gosta oddaje Spoznanje več, predsodek manj. Precej so odmevala v zadnjem času imenovanja, ki so se zgodila, gospod Jan Zobec, tik pred volitvami. Dobili smo 3 ustavne sodnike, dobili smo varuha človekovih pravic, dobili smo guvernerja Banke Slovenije. Kako ste vi videli to preigravanje? Ali bi tukaj lahko rekli, da je največji minus potegnila predsednica države, da je bila ena od tistih, ki je morebiti ta imenovanja tudi zavirala? Ja, lahko tudi tako tak vtis se ustvarja, vsekakor. Lahko jih je zavirala zato, da bi spravila državni zbor, ki želi spakirati svoje institucije svojimi sebi lojalnimi ljudmi, spravila v neko stisko in bi svoje favorite nekje usilila. Poglejte, najbrž s tako špekulacijo, če ne boste sprejeli mojih kandidatov, bo o njih odločal naslednji sklic, ki bo morda lahko drugačen in predlagala bom nekoga oziroma predlagala bom kandidate, ki bodo bolj po volji tistemu sklicu. Na vsak način je pa imenovanje toliko pomembnih funkcionarjev strani državnega zbora
mesec dni oziroma mesec in pol pred volitvami na zadnji seji popolnoma neprimerno. Je nedostojno, je neskladno s demokratičnimi načeli. Ne? Ti ljudje bodo imeli, mislim, ti izvoljeni sodniki, guverner, varuhinja, bodo imeli žal, v to jih je spravila predsednica in državni zbor, zmanjšano legitimnost. Ne? Ker so to legitimnost lovili takrat, ko jim je že iztekala. Ne? Voljeni so za obdobje, ki bo daleč presegalo mandatno dobo telesa, ki jih je tja imenovalo. To se v demokraciji ne dela. To ni v skladu s demokratično in tudi neustavno kulturo. Še posebej pa pri imenovanju ustavnih sodnikov si je predsednica dovolila zares še nevidene zdrse. Po moji oceni je bilo njeno ravnanje tudi protiustavno. Namreč predlagala je kandidata in potem, ko je njen predlog prišel v pristojnost državnega zbora, ko je državni zbor že začel izvrševati svojo ustavno pristojnost, kandidata podprl na mandatno volilni komisiji, je svoj predlog umaknila in poslala nov predlog. Vmešala se je v pristojnost, ustavno pristojnost državnega zbora, ko je ta svojo pristojnost že izvrševal. Državni zbor tega ne bi smel upoštevati. Odločiti bi moral o kandidatu, ki ga je predlagala, in kandidatu, glede katerega je že začel postopek, glede katerega se je matično telo že izreklo. Tako da spet dodaten minus za sodnico, ki je bila na njegovo mesto imenovana, ker ima spet to težo nelegitimnega, ustavno spornega načina imenovanja. Skratka, ko gledamo to zadnje ravnanje predsednice in državnega zbora, vidimo nadaljnje ustavno, demokratično in sploh pravno nazadovanje. Kako ste videli vi, dr. Jaklič, ta imenovanja? Spomnimo, vi ste bili imenovani za prepričljivo večino, čeprav so vam govorili, da prihajate z enega političnega pola. Ja, torej spet gledam iz vidika svobodne demokratične družbe in tudi institucija predsednika republike, predsednice republike ni imuna pred morebitnimi poskusi instrumentalizacije ali pa ravnanj, ki niso skladna s svobodno demokratično družbo. Mi da sva se že nekajkrat pogovarjala tudi na radiju o tem vprašanju, kako voliti ustavne sodnike. Jaz sem to lahko samo ponovim od takrat. Skladno s svobodno demokratično družbo je, da se glasuje, da so kandidati tisti, ki jih družba pozna, ki so v javnosti, strokovni in splošni javnosti, uveljavljeni pravniki z izkazanim historiatom prepričanosti v svobodno demokratično družbo, v ta vrednostni temelj. In zdaj, glede kandidatov, ki jih je predlagala, jaz mislim, da je vsakega kandidata treba meriti po tem najprej, po tem kriteriju najprej. Kaj vemo o tem kandidatu, o tej kandidatki, o onem tretjem, z vidika zavzemanja za svobodno demokratično družbo, za pravno državo, ki temelji na tem vrednostnem temelju. Jaz mislim, da če se potem institucijo, ki imenuje ustavne sodnike, uporabi za to, za nekakršnekoli druge namene, morda celo namene imenovanja, ne vem, koga ne bom sodil v konkretnem primeru, ampak če hipotetično, če se to zgodi, za imenovanje kandidatov, ki ne verjamejo v svobodno demokratično družbo, ali pa so potencialno uslužni obstoječemu statusu quo ali pa monopolom, potem je to zloraba institucije. Potem je to tisto, o čemer smo pri prvih vprašanjih govorili. To ni institucija pravne države, ampak je do neke mere institucionalizirana institucija. Če je do tega prišlo, predpogoj, da bi mi to lahko ocenili, da do tega ni prišlo, je, da vemo, za katere kandidate gre, da imamo historiat
tega, onega, tretjega kandidata, historiat njenega prizadevanja za svobodno demokratično družbo, ki je dokazan v javnosti. To je tisto, kar v čemer v tujini rečejo, kandidati za vrhovne sodnike ali pa za ustavne sodnike v Nemčiji, ali pa v vrhovne sodnike ZDA, Kanadi, ne smejo biti nepopisan list, niti v splošni javnosti ne. V splošna javnost jih mora poznati. Ali pa se morajo predstaviti v tej luči, preden se v njih glasuje. Tako da to sem jaz pogrešal in bojim se, da gre zadaj za to, o čemer je kolega Zobec tudi govoril, namreč ne samo za imenovanja, ki bi presegla en mandat, ampak morda 2 mandata, morda šele v 3. mandatu lahko spet o teh vprašanjih resno pogovarjamo, kako naj se kadruje na tako pomembno inštitucijo kot Ustavno sodišče. Kajti šele v 3. mandatu verjetno se bo spet ustvarjala nova večina. Do takrat je pa 9-letni mandat ustavnih sodnic in sodnikov. Tako da mislim, da kot Slovenija zamujamo to priložnost, da bi svobodno demokratično družbo postavili v ospredje te debate, vsake kadrovske debate, vsake, ne samo na Ustavno sodišče, ampak tudi na druge inštitucije pravne države. Kajti če se kadruje nasprotju s temi načeli, potem Slovenija ne more nikoli postati pravna država. Imamo pa problem, Slovenci in Slovenke, kot država, premalo imamo kandidatov na pravnem področju, ki bi bili temeljito do dovoljšne mere izobraženi na tem vsebinskem področju svobodne demokratične družbe, ki bi se tega zavedali in ki bi bili dovolj pogumni, da bi svoje osebne koristi, kariero in podobne stvari, da temu ne bi dali prednosti pred temi vsebinskimi načeli. To se pravi pokončni kandidati. Tudi ta dimenzija bi morala biti v javnosti izkazana. Vi ste študirali v tujini. Mnogi gredo v tujino, pa ne pridejo nazaj. Vi ste eden redkih pravnikov, ki je šel tam, se izobrazil, tudi tam učil, prišli nazaj in prišli na Ustavno sodišče z enimi drugimi predispozicijami, z enimi drugimi videnji demokracije, ki ni ne črna, ne bela. Ja, sej, tega sem se zavedal, ampak to sem želel storiti, zato ker je bil moj cilj, takrat, ko sem šel v tujino študirati ustavno pravo, pristen in ostaja pristen še danes, da bi tudi v slovensko okolje lahko poskušal po svojih močeh vnašati to vsebino svobodne demokratične družbe. Kajti brez tega, jaz sem v to trdno prepričan, ni mogoč napredek pravne države. Problem pa imamo, kot sem rekel, tudi kadrovni. Kdo je tukaj spal 30 let? Marsikdo je tukaj spal 30 let. To ni enostransko vprašanje. Več centrov, potencialnih centrov imamo v državi, ki bi lahko prispevali k temu, da bi danes po 30 in več letih imeli dovolj velik bazen vrhunskih kvalitetnih pravnikov, pogumnih pravnikov, ki bi lahko zasedli mesta na ključnih inštitucijah. Potem bi to državo potegnilo v smer pravne države. Kje pa je zdaj, tudi če je politična volja, kje pa so ti ljudje? Tako da vprašati se moramo, kdo je tukaj spal 30 in več let, kdo še kar spi. Jaz ne, ker govorim, pa tudi plačam ceno za to, ampak ta cena je za mene nepomembna in majhna in to je moje strokovno poslanstvo, da to povem. Tako da povem lahko, pripravljenost lahko izkažem za delo, za prizadevanje, tako kot kolega Zobec, kot še nekateri pogumni, pokončni pravniki v Sloveniji, ampak pogoji pa še niso taki, da bi lahko to, ne vem, nekako bolj prosperiralo, se bolj razvilo naprej, ne? Gospod Zobec, veliko kadrov novih pa bomo dobili kaj kmalu. Pred nami je praznik demokracije, pred nami so volitve, začela se je kampanja oziroma se bo v prihodnjih dneh. Stranke po tekočem traku predstavljajo svoje kandidatne liste. Kaj se ne sme v primerjavi s tem mandatu po vašem ponoviti? Težko, mislim, to je bolj vprašanje za politike, ne? Kar se tiče prava, se ne sme ponoviti tak odnos oblastnikov do vladavine prava, kot ga je pokazala sedanja koalicija. Tako samovoljno
in brezobzirno lomastenje po ustavi, kot ga je sedanja koalicija pokazala, in popolna arogantna gluhota do vseh kritik. Mislim tu na zakone, kot je, če zdaj samo tistega, ki je v špici, povem, ta novela zakona o RTV, ne? Pa še nekateri drugi, no, zadnji tak odmeven, kjer je bila povsem gluha za kritike stroke, je ta zakon o božičnici in seveda Štularjev zakon. Ne? V vseh teh primerih so pokazali aroganco do svoje lastne službe, pravne službe, ki je podala poglobljeno, razčlenjeno, zelo utemeljeno kritiko njihove zakonodaje, opozorila na vse protiustavnosti, ampak na nič se niso ozirali. Ne. Z eno tako aroganco in občutkom mi lahko, ker imamo tako večino. Ne. To je spet tisto, o čemer sem prej govoril, ta novi avtoritarizem. Ne oziraje se na kritike, ne oziraje se niti na lastno strokovno službo, greš kot valer s protiustavnimi rešitvami. Praznik demokracije, beseda 2. O volitvah? Da. Jaz si želim pred vsakimi volitvami, da bi bile čim bolj svobodne in čim bolj demokratične. Ne? In zato niso izpolnjeni predpogoji v Sloveniji. Kot sem prej rekel, ne samo mediji, prej sem omenil medije, medijska krajina, pluralnost, objektivnost, prizadevanje k objektivnosti, pravna država, ki je nevtralna, ampak tudi izobraževalni proces, ne. Tudi visoko šolstvo, tudi srednje šolstvo, ne nazadnje osnovno šolstvo. Ne. Tudi tukaj, tudi to je zelo potenten medij, tudi tukaj stvari niso idealne, ampak vse to pa, vsi ti vzvodi oblasti, vključno z institucijami pravne države, vplivajo na volitve. In dokler tukaj ne bomo vzpostavili pravega stanja, torej zagotovili teh predpogojev za volitve, ki so svobodne in demokratične, toliko časa bom jaz moral razlagati, da niso. Ne? Pa me včasih kakšen kolega vpraša, pa reče, kako lahko rečeš, da ni demokracija. Ja, ni, ne? Po vseh teh kriterijih ustavno-pravne stroke Slovenija nima niti svobodnih, niti enakih volitev. In to je za nekoga, ki je pristno pri pravu, pri ustavnem pravu, katastrofa. Tako da jaz upam, da bojo volitve v prihodnosti vse bolj svobodne in vse bolj enakopravne, ampak od mnogih akterjev in mnogih stvari je odvisno, ali bo to šlo res v pravo smer. Hvala, ker sta za oddajo Spoznanje več, predsodek manj, gospod Jan Zobec in pa gospod Klemen Jaklič to predstavila, spregovorila, podelila kakšne dileme. Iskrena hvala, ker ste bili z nami, ker ste nas spremljali. Želimo vse dobro.